Že tukaj Valentin. Govoril bom o tem, kje je človeški spomin, kako deluje človeški spomin. No, sodobna znanost skuša ugotoviti, kako deluje človeško telo, in za osnovo jemlje fizični otepljivi del človeka, torej človeško fizično telo, in predvsem se domišlja, da je spomin shranjen v možganih, da imajo možgani funkcijo shranjevanja informacij. Ostali deli telesa pa imajo čisto drugačno funkcijo. In zato se možgane secira, tehta, šteje se nevronske povezave, z raznimi aparaturami se vodi oziroma meri možgansko prevodnost električnih impulzov. Skuša se ugotavljati korelacijo med določenim razmišljanjem in določenimi področji v možganih. Ampak človeški spomin, razum in vse to je veliko bolj kompleksna struktura, kot si lahko predstavlja tudi najbolj vešči nevrolog in psiholog. Človek je namreč večdimenzionalno bitje. Sestavljeni smo iz 3 osnovnih komponent. Eno smo mi kot živo bitje, kot duhovno bitje ali laično imenovano duša, ki se inkarnira v fizično telo. Potem imamo fizično telo, ki je tudi samostojni organizem za svojim lastnim zavedanjem in zavestjo. Potem je pa še umsko-zavestni sistem, ki je pa energetska struktura in je tudi svojevrstna, zanimiva, ločena entiteta. Vse te 3 komponente se torej med sabo prepletajo in informacije, spomin je shranjen v številnih delih fizičnega telesa in tudi v našem nefizičnem bitju. Določeni sistemi, ki so del umsko-zavestnega sistema, se shranjujejo nekateri v mehkem tkivu človeškega fizičnega telesa, določeni sistemi pa v trdnem delu, torej v kostni strukturi človeka. Potem pa imamo seveda še tudi mi svoj lasten spomin, ki je del našega nesmrtnega, živega, duhovnega bitja. Zato, če hočemo razumeti človeka oziroma nas same, naše lastno delovanje, je potrebno biti veliko bolj odprte glave in razumeti vso to strukturo. Za tiste, ki si želijo izvedeti, kako mi delujemo, predvsem pa se opolnomočiti, torej izboljšati svoj lastni spomin, da lahko bolje razumemo ta svet, da se lažje in hitreje naučimo. Vsem tem ljudem priporočam, da si preberejo gradivo na spletni strani eQuave in da proučijo inovativno učno tehnologijo, ki se imenuje Tehnotutor, ki omogoča integracijo z fizičnim telesom in na ta način reaktivacijo
vrhunske naravne učne zmožnosti, ki vsebuje kvantni celični spomin, kajti mi ljudje imamo zmožnost, da v trenutku absorbiramo številne informacije in si zapomnimo praktično vse, kar izkušamo v slehernem trenutku. Tako da je brez potrebe, da bi stvari pozabljali. Vse imamo dostopno tukaj v tem trenutku preko celičnega spomina našega fizičnega telesa. Torej to učno tehnologijo, ki se imenuje Tehnotutor, ki jo zastopa Inštitut za razvoj izobraževanja Mali genij iz Maribora, priporočam vsem, tako odraslim ljudem, še posebej pa otrokom. In idealno je, da se otroci začnejo učiti z njeno pomočjo, že tam pri starosti okoli 2-3 let, kajti tisti otroci, ki Tehnotutorja uporabljajo že od malih nog, bodo postali res super inteligentni, genialni, kreativni, zdravorazumski in nadvse uspešni v odrasli življenjski dobi. Povezave do vseh teh informacij in do spletnih strani, kjer je predstavljen Inštitut Mali genij ter Tehnotutor učna tehnologija, pa najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala za posluh in nasvidenje!